Pozdravljeni, sem Vilenka Šavli in v tokratnem videu bom razložila, kako na enem mestu zbrati kratka besedila. Pri poučevanju na daljavo se učitelji srečujemo s potrebo po zbiranju izdelkov in nalog učencev. Kako to izpeljati, da bo enostavneje za učenca in olajšano delo za učitelja? Rešitev je seveda več, v tokratni objavi pa se bom dotaknila le ene izmed njih. Spoznali smo že uporabnost Google obrazcev za potrebe anketiranja ali testiranja znanja. Tokrat pa bomo pozornost usmerili v možnost izmenjave dokumentov. Za pridobivanje krajših opisov besedil bomo uporabili Google obrazec. Na strani google.com forms odpremo Google obrazce. Dodamo nov obrazec. Tokrat ne gre za teste, pač pa gre za navadno vprašanje ali anketo, zato bomo izbrali to obliko obrazca. Tip obrazca izberemo na naslednji način. Kliknemo na Settings ali nastavitve in izberemo General, splošno ali anketa. Lahko se odločimo, da bomo zbirali tudi naslove ali pa ne. V vsakem primeru bomo omejili le na en odgovor in zadevo shranili. Pa si poglejmo, kako izgleda en izmed podobnih obrazcev. Naprimer, naša tema je izhlapevanje. Damo naslov, napišemo opis procesa kot podnaslov, nato kot prvo vprašanje določimo ime in priimek učenca. Tako bomo lahko spremljali, kdo rešuje. Ne pozabimo, da je potrebno tu obkljukati, da je vprašanje obvezno in ga mora izpolniti. Drugo vprašanje bo vprašanje z vsebino. Kaj je izhlapevanje vode v naravi? Odločimo se za paragraf ali odstavek, besedilo odstavka. To možnost bomo uporabili, ko želimo zbrati mnenja ali preveriti razumevanje določenega procesa. Seveda pa lahko za zbiranje več mnenj odpremo v obrazcu niz vprašanj. Naprimer, če želimo dobiti krajše odzive na članek ali odlomek, bomo zastavili niz vprašanj z možnostjo daljšega odgovora. Naprimer, prvič, kaj je bistvo uvoda? Drugič, kaj sporoča v jedru? Tretjič, kaj pojasnjuje v zaključku? To pa še ni vse. Google obrazec nam omogoča tudi, da validiramo ali ocenjujemo vrednost ali količino vnošenih podatkov. In sicer s klikom na 3 pike se odločimo, ali bomo dodali opis našega vprašanja, recimo, da ga dodamo. Na kratko opiši izhlapevanje vode v naravi, uporabi cele povedi. Druga pomembna odločitev pa je, da se odločimo za response validation ali oceno odgovora. Tu pa moramo postreči z določenimi podatki. Če izberemo minimalno število znakov, bo učenca sistem opozoril, če bo prispevek prekratek ali če bo pisal samo z izrazi brez povedi. Če pa izberemo maksimalno število, veste možnosti tukaj, znakov, ga bo pa opozoril pred oddajo, da je besedilo predolgo ali prekratko. Vsebino opozorila oblikujete sami glede na izbiro omejitve. Pa si izberimo tokrat minimalno število znakov. Izberemo naprimer 150 in če ne dosega tega števila, bo dobil opozorilo. Odgovarjaj
polnimi povedmi. Na koncu seveda ne pozabimo označiti, da je vprašanje obvezno. Odigrala bom vlogo učenca. Učenec je dobil takle poziv na izpolnitev obrazca. Klikne na povezavo in odpre se obrazec. Ko dobi, mora vpisati svoje ime. Nato vpiše, pa preizkusimo, kako se zgodi, če napiše prekratko. Voda gre v zrak in hoče odgovoriti. Sistem ga opozori, odgovori s polnimi povedmi. Torej, kot vidite, se sistem uporno odziva, da je naš prispevek prekratek. Dopolnila sem ga in ga sedaj odposlala. Tokrat ima več kot 150 znakov. Učencu je najbolje, da svetujemo, da pripravijo svoje odgovore v urejevalniku besedil, jih kopirajo in prilepijo v obrazec. Pa zdaj si poglejmo, kakšen je pogled učitelja. Učitelj pogleda v naš obrazec in ugotovi, da sta dva izmed učencev že odgovorila. Številko 2 je pred odgovori. Klikne na odgovore in izbor odgovorov je spodaj. Seveda so ti odgovori tudi zbrani v Google Driveu. Če pa želi, jih lahko tudi naloži na svoj računalnik in sicer v preglednici, ki jo dobi s klikom na tale znak. Pred nami bo preglednica, v kateri bojo zbrani vsi odgovori posameznih učencev. Imamo, kdaj je poslano, kdo je poslal in kaj je vsebina poslanega. V tem primeru lahko malo preglednico tudi uredi, povečuje razmak in seveda besedilo prebere. Tako ima vedno možnost ugotavljanja vsebine, ki jo je učenec posredoval na enem mestu.